V pajčvinastem, zapuščenem kotu na pozabljeni polici, prekriti s prahom in starostjo, ležijo dosjeji skrivnosti, ki niso imele takojšnje rešitve. Desetletja so neodgovorjena vprašanja ustrajala, skrita očem, pozabljena. Vse do zdaj, ko sveži šepeti vdihujejo novo življenje ugankam, ki so preganjale arhiv. Številka 20. Olimpijski deskar na snegu, ekstremni športnik, Trevor Daniel Jacob je postal zloglasen decembra 2021, potem ko je na YouTube objavil video, na katerem je med letom skočil iz svojega lahkega letala. Trdil je, da je motor odpovedal, vendar so posnetki pokazali, da se je s padalom izmaknil ravno v trenutku, ko so se pilotova vrata odprla. Letalo brez pilota je strmoglavilo, Jakob pa je preživel, kar mu je prineslo oglede in naročnike. Skepticizem na internetu glede zrežirane narave te nesreče je hitro naraščal, še posebej potem, ko je razbitina izginila in se je zdelo, da se je motor letala za kratek čas znova zagnal. Zvezna uprava za letalstvo je sprožila preiskavo in leta 2021 preklicala njegovo pilotsko licenco, saj je ugotovila, da je namerno strmoglavil letalo zaradi snemanja. V začetku leta 2023 je Jacob priznal oviranje pravosodja in namerno povzročitev nesreče zaradi všečkov, sledilcev, dobička in slave, ter odslužil 6 mesecev zapora. Video je zbral nekaj več kot 2,9 milijona ogledov. Številka 19. Pred skoraj 5 desetletji so v kmetijskem polju blizu ameriške ceste številka 79, le nekaj milj stran od mesta Mariana, iz rastlinja našli nekaj zloveščega, kar je štrlelo ven. Bilo je 13. januarja 1977, ko so na polju našli posmrtne ostanke neznane osebe. Kriminalistična preiskovalna enota državne policije Arkansas je bila poslana, da razišče prijavo. Preiskovalci so zbrali posmrtne ostanke in jih predali uradu sodnega zdravnika laboratorija za kriminalistiko države Arkansas. Odkritje je seveda prišlo v času, ko je bilo testiranje DNK še v povojih. Ugotavljanje, komu so pripadali posmrtni ostanki, ni bilo uspešno. Prav tako pa je način smrti ostal skrivnost. Ugrabitev strani staršev je bilo že več 10.000 v tem času, medtem ko so ugrabitve strani neznancev ostajale pri nekaj 100 primerih. Primerov je bilo preveč, da bi lahko posmrtne ostanke povezali z eno samo osebo, še posebej, če ta sploh ni bila prijavljena kot pogrešana. Truplo iz okrožja Lee, kot so poimenovali najdene posmrtne ostanke, je zasenčila umor iz skautin v Oklahomi in dobro znan primer izginotja Simone Rittinger. Posmrtni ostanki, najdeni na kmetijskem polju, takrat niso bili visoka prioriteta in to niso postali naslednjih 48 let. Marca 2024 je enota za nerazrešene primere, ASP, pregledovala vse nerešene primere iz tistega obdobja, pri čemer je bila naslednja prioriteta posmrtni ostanki v okrožju Lee. S pomočjo ASCL so preiskovalci uspeli prenesti posmrtne ostanke v laboratorij Othram, kjer je zasebni laboratorij razvijal in izpopolnjeval napredke v analizi DNK in forenzični genealogiji. Prav s temi izboljšanimi prizadevanji so končno uspeli dati ime kostem, ki so zadnjih 50 letij ležale v sobi z dokazi. 6. junija 2025 je Othram objavil poročilo, v katerem je identificiral moškega, kateremu so pripadali ti posmrtni ostanki. Njegovo ime je bilo Charles Howard Wallace. Nadaljnja preiskava je uspela izslediti 2 možna sorodnika, ki sta živela v Tennesseeju. Julia so od njiju zbrali vzorce DNK in jih primerjali z vzorci Charlesa. Do septembra je bilo vse popolnoma potrjeno, identifikacija je bila pozitivna. To so bili posmrtni ostanki 21-letnika, ki je, kot se zdi, izgubil stik z družino jeseni 1974. Sorodniki so ga nazadnje videli v Memphisu v Tennesseeju, ko je bil v poznih najstniških letih in je iskal zdravljenje v prehodnem domu v središču mesta. Čeprav imamo zdaj nekaj vpogleda v truplo iz okrožja Lee, ostajajo nekateri elementi še vedno zaviti v skrivnost. Prvič, oblasti ne morejo ugotoviti vzroka njegove prezgodnje smrti ali kako je pristal sam na tistem polju, kjer ga skoraj 50 let nihče ni opazil. Številka 18. 10. decembra 1998 se je pojavila spletna stran vaticano.org ali vaticano.org, ko so uporabniki interneta iskali uradno spletno stran Vatikana.
Nanjo je bila Vatikanov.va, uradna spletna stran Vatikana. Ko pa so uporabniki obe spletni strani pogledali ena ob drugi, so ugotovili, da sta popolnoma enaki. Zato so nekateri menili, da ni pomembno, katero uporabljajo, in večina se je odločila za najnovejšo. Sčasoma pa so se začele pojavljati subtilne spremembe, ki jih je večina uporabnikov spregledala. Mejne spremembe so bile postopne in nekaj časa niso bile opažene. Spremembe so vključevale preoblikovanje besedil v odlomkih, ki so bili očitno v nasprotju z vero. Mnoge izmed spremenjenih izjav so bile naravnost krivoverske. Nekatere stvari so bile spremenjene tako, da so podpirale legalizacijo mamil in zagovarjale predzakonske romantične odnose. Nobena izmed izjav ni bila v skladu sicer z zvestimi reprodukcijami izvirnih papeških dokumentov. Obiskanost očitno lažne spletne strani Vatikana se je povečala, zaradi česar so iskalniki začeli indeksirati vatikano.org in posledično pridobil večjo prepoznavnost. Spremembe so se nadaljevale, papeški govori so postajali krivoverske izjave. Izmišljene, neobstoječe besede so bile očitne, strani pa so preplavile očitne napake. Bili so celo odlomki besedil pop pesmi tistega časa, vendar so bili tudi ti vstavljeni v verski kontekst, zaradi česar je bila vsaka nova izjava nenavadno prepričljiva. Uporabnikom bi bila predstavljena tudi nova uporabna možnost, in sicer možnost, da pošljejo sporočilo samemu papežu. Obrazec za spoved je bil naslednji, ki so ga dodali. Uveden je bil leta 1999, leto potem, ko je bil ustvarjen vatikano.org. Obrazec za spoved, pripravljen za veliki jubilej, je nakazoval, da bo papež zdaj odpuščal grehe po elektronski pošti. Spletna stran je navedla naslednje, citiram: "To je jubilej svobodnega duha. Z enostavnim klikom bo tvoja duša očiščena." In uporabniki so res klikali. Leta 1999, nedolgo pred jubilejem, so bili stotine romarjev, nič hudega sluteč, preusmerjeni v oddaljene kotičke polotoka. Takrat je Vatikan ugotovil, da klonirana spletna stran povzroča napačno preusmerjanje in niso imeli druge izbire, kot da ukrepajo. Uradniki Vatikana so začeli tako, da so na svoji domači strani, na pravi spletni strani, objavili opozorilo in vztrajali, da je to uradna stran. Sčasoma bi letna registracija potekla, ponudnik domene pa bi blokiral podaljšanje, s čimer bi ustavil širjenje dezinformacij, ki jih je širila to neko lažno spletno mesto. Do leta 1999 je imel vatikano.org več kot 4 milijone ogledov in 200 tisoč obiskovalcev. Kasneje pa je spletna stran zapisala internetno zgodovino, ko je bila razkrita resnica o njenem nastanku. Vatikano.org so izsledili do psevdonima, ki je bil zgolj skupek enic in ničel. Ta pa se je pojavil tudi na drugi spletni strani. In ta spletna stran nam je razkrila imeni Eva in Franco Matz, ki sta stala za to nenavadno vatikansko skrivnostjo. Eva in Franco sta umetniški dvojec iz New Yorka, katerih umetniški projekti so se začeli z nakupom domene vatikano.org, kar je bila prva poteza v njunem načrtu za spodkopavanje katoliške cerkve. Začela sta množično klonirati, kopirati, remiksati in preprogramirati celotne sisteme prepričanj. Zdaj njuna spletna stran navaja celotno zgodbo iz Vatikana iz leta 1998 in pravi, citiram: "Kupila sva domeno in zgradila repliko uradne spletne strani Svetega sedeža. Izgledala je enako kot prava stran, vendar sva v svete spise skrila subtilne, a pomembne spremembe." Spletna stran pojasnjuje, kako so prevaro razkrili in da je sprožila medijski vihar. Številka 17. Trenutno poteka velika polemika, ki je razdelila zgodovinsko skupnost. Ena stran išče dokaze, druga pa se zanaša na ugibanja. In vse se vrti okoli skrivnosti gizanskih piramid. Ogrete razprave so se začele marca 2025, ko je bila podana precej nenavadna in zavajajoča izjava. Mesto najdeno pod piramido. Italijanski in škotski raziskovalci so trdili, da so uporabili novo radarsko tehnologijo, imenovano radar s sintetično odprtino, ki združuje satelitske radarske podatke z majhnimi vibracijami naravne potresne aktivnosti. Radar je ustvaril tridimenzionalno sliko tega, za kar raziskovalci verjamejo, da so ostanki starodavnega mesta, skritega pod piramido kralja Kefrena. S tem prizadevanjem so pod piramidami našli 8 navpičnih struktur, ki segajo do globine približno 640 metrov.
Vsako jašek naj bi bil obdan s spiralnimi potmi, ki so povezane z dvema strukturama v obliki kocke, velikima 80 metrov, kar nakazuje na prisotnost ločenih prostorov. Raziskovalci so tudi poročali, da je 5 večnivojskih struktur povezanih z več prehodi, ki so bili desetletja skriti pred arheologi in zgodovinarji. S to novo razglasitvijo je bilo neizogibno, da se bo pojavila skepsa. Več strokovnjakov je izrazilo resno zaskrbljenost glede tehnologije, uporabljene za podajanje teh nevarnih trditev, ki bi lahko dokončno spremenile zgodovino, kot jo poznamo. Toda nasprotovanje ni bilo dovolj, da bi odvrnilo to strastno ekipo, zato so nadaljevali svoje raziskave o povezanih notranjih strukturah pod piramido. Nekaj mesecev kasneje se je nepopustljivo iskanje odgovorov znova obrestovalo, ko je ekipa objavila še eno neverjetno odkritje. Pod piramido Menkaure so odkrili drugo mesto, podzemno medsebojno povezano strukturo. Stopnišča, vodovodne cevi in navpična jaška so se na njihovih radarskih napravah prikazali v 3D obliki. Verjamejo, da bi ta večnivojski kompleks lahko celo gostil legendarno dvorano zapisov, ki je pogosto omenjena v izročilu. Domnevno je dvorana zapisov starodavna egipčanska knjižnica, ki bi lahko razkrila skrivnosti vesolja, če bi jo kdaj našli. Prisotnost obeh skritih mest nakazuje na ogromen podzemni kompleks, trditev, ki jo mnogi zavračajo kot pretirano ali nepotrjeno. Poleg svojih trditev o 2 podzemnih mestih, ki visijo pod piramidami, je ekipa vztrajala tudi pri tem, da je kompleks v Gizi star 38.000 let, ne pa 4.500, kot se običajno navaja. Številka 16. Na globinah ledene gore, posvečene temnim, grozljivim, strašljivim in vznemirjajočim videoigram, je bilo zapisano neprepoznavno ime – Homanzino. Naslov se prevaja kot moška samostaniška oblika, ki pomeni mali mož. Toda preprosto iskanje imena igre v Googlu je dalo le nekaj spletnih strani. Med njimi je bila tudi očitna spletna stran o izgubljenih medijih z imenom forum.lostmediawiki.com. Po navedbah pod Homanzino je bila grozljivka izdana leta 1995 in izvira iz Venezuele. Domnevno naj bi jo ustvarila konservativna desničarska skupina iz Venezuele z imenom 3411. Domnevno je bil namen videoigre širjenje propagande proti nekdanjemu socialističnemu predsedniku Carlosu Andresu Perezu. Na tej strani o izgubljenih medijih govori o igri le en prispevalec, ki očitno ima posnetke zaslona, vendar uporabnik za nobeno od teh informacij ne navaja virov. Poleg tega, Homanzino ni omenjen nikjer drugje zunaj te wiki strani o izgubljenih medijih. Vsaka druga omemba igre vedno navaja prav to spletno stran. Uporabnik Reddita RotoToms in Beer je postal radoveden zaradi nenavadnega imena in se je obrnil na subreddit Internet Mysteries v iskanju odgovorov, kjer je ta redditor razkril vse te informacije in začel izpostavljati neskladnosti v obstoju Homanzina. Sprašuje, ali je resnično ali pa gre za prevaro. Že od samega začetka se v samem opisu igre pojavlja veliko opozorilnih znakov. Ne samo, da je bil arhiv edina stran, ki ga je omenjala, ampak domnevna konzervativna skupina z imenom 3411 sploh ne obstaja. Opaženo je bilo tudi, da je igra po besedah edinega prispevkarja v portugalščini, čeprav je v Venezueli najbolj razširjen jezik španščina. Stvari postanejo še bolj nenavadne, ko obe videoposnetka igranja, ki jih je naložil prispevkar Homanzina, prihajata iz istega YouTube kanala z imenom Hank Miller Gaming. Enako ime se uporablja tudi na forum.lostmediawiki.com, kjer je Hank Miller edini, ki razpravlja o igri. V samih videoposnetkih občinstvo komentira portugalščino, ki je prisotna v videoigri, in trdi, da to sploh ni jezik, ampak le nerazumljivo blebetanje. No, po mnenju uporabnikov Reddita in amaterskih spletnih detektivov, za to igro v resnici ni nobene zgodbe, pravzaprav pa sploh ne obstaja. Celoten koncept je prevara, ki jo je ustvaril en posameznik, ki si je nadel psevdonim Hank Miller. Ne obstaja nobena igra z imenom Homanzino, ki bi se uporabljala za širjenje propagande proti Carlosu Andresu Perezu. Videoposnetki igranja so verjetno sam izdelani, saj vsak igralec iz leta 1995 ve, da igre takrat niso izgledale tako. Številka 15.
Gemini Madeline Posey, stara 21 let iz plemena Spirit Lake, je v začetku leta 2024 živela v Fort Tottenu v severni Dakoti s svojim fantom D'Angelom Huntom in njunim 7-mesečnim dojenčkom. Pri januarja 2024 se je za kratek čas preselila nazaj k materi v Devil's Lake, preden se je vrnila v Fort Totten. 4 dni pozneje, 7. januarja, jo je Hunt nazadnje videl, ko je zapustila njuno stanovanje in rekla, da jo pride iskat prijateljica. Poročilo o pogrešani osebi je bilo vloženo 11. januarja. Začetna preiskava je zastala brez kakršnih koli sledi. Kasneje so Hunta aretirali in obtožili umora 2. stopnje zaradi smrti njegovega brata Izaka, katerega posmrtne ostanke so našli novembra 2025 v rezervatu Spirit Lake. Izak je bil pogrešan od marca 2024. Odkritje je pripeljalo do tega, da je Hunt postal osumljenec v primeru Gemini. Decembra 2020 je bil Hunt uradno obtožen strani Zvezne velike porote zaradi domnevne smrti Gemini, obtožen prostovoljnega uboja in napada. Gemini je še vedno pogrešana, njeno telo pa nikoli ni bilo najdeno. Številka 14. Na neznan datum leta 1994 je nenavadno sporočilo za javnost vznemirilo ves svet. Associated Press je objavila zgodbo, v kateri je vztrajala, da bo Microsoft, največji svetovni proizvajalec programske opreme za osebne računalnike, prevzel ustanovo, ki je nihče ne bi pričakoval. Članek je namigoval, da bo podjetje kmalu prevzelo rimsko-katoliško cerkev. Z oznako kraja Vatikan je zgodba navedla, da bi bil to, če bi posel res uspel, prvič v zgodovini, da bi podjetje za računalniško programsko opremo prevzelo eno izmed največjih svetovnih religij. Članek je namigoval, da naj bi bili pogoji taki, da bi Microsoft dobil izključne elektronske pravice do Svetega pisma in papeža Janeza Pavla II. Postal podpredsednik verskega oddelka Združenega podjetja za programsko opremo. Poleg tega bi 2 višja podpredsednika Microsofta investirala v kardinalski kolegij. Novinarski članek je vseboval tudi domnevno obljubo Billa Gatesa, v kateri je vztrajal, da bo uporabil podjetje Microsoft, da bi zakramente omogočil prek spleta. No, po nekem času so rekli, da Microsoft nima nič opraviti s cerkvijo. Preiskave te zadeve so se kmalu začele in ugotovili so, da je šaljivec dejansko uporabil lažno sporočilo tiskovne agencije Associated Press, največje svetovne organizacije za zbiranje novic. Neznani šaljivec je uspel razširiti trditve prek interneta, kar je omogočilo, da se je zgodba razširila daleč naokoli. Od tam naprej so se začele potegavščine med prvimi internetnimi memi z naslovom Microsoft prevzema, kjer so se pojavljale podobne šale. Ena izmed njih je trdila, da je Microsoft prevzel frazo Microsoft prevzema, da bi ustavil posmehovanje. Številka 13. Moški iz Kalifornije je pripel svojega psa na povodec in začel njun običajni sprehod po plaži pristanišča Trinidad. Takrat tega še ni vedel, a nekaj trenutkov kasneje je poklical policijsko postajo Fortuna z grozljivim odkritjem. Policisti, ki so se odzvali na klic, so se odpravili proti Trinidad Headu, skalnati formaciji, ki se nahaja v pristanišču. Moški je pokazal na delno lobanjo, ki je ležala in strmela vanje. Februarja 1993 so policisti pobrali fragment in ga predali šerifovemu uradu okrožja Humboldt. Nato so izdelali rutinski DNK profil lobanje in ga vnesli tako v nacionalni indeks DNK neidentificiranih oseb, kot v kalifornijsko bazo podatkov DNK pogrešanih oseb. Profile so primerjali z več pogrešanimi osebami in drugimi človeškimi ostanki, vendar se fragment ni ujemal z nobeno znano osebo. Nato so podrobnosti primera vnesli v NAMUS. Pod številko primera UP 55274. In to je bilo to. Nič več ni bilo mogoče storiti. Vsaj ne takrat. S časoma je svet pozabil na lobanjo iz Kalifornije iz leta 1993, ki je zdaj postala del zaostanka primerov neidentificiranih človeških ostankov. Vendar pa je leta 2024 ta desetletja stara skrivnost dobila novo upanje. Ko je predstavnik Združenih držav Amerike Jared Huffman zagotovil sredstva za odpravo zaostanka in omogočil šerifovemu uradu okrožja Humboldt, da izvede ponovno preiskavo in DNK testiranje. HCSO je zdaj lahko predložil dokaze v laboratorij Othram v Woodlandsu v Teksasu.
Del Lobanje iz leta 1993 je postal osrednja točka za znanstvenike, ki so zdaj lahko izločili DNK iz dokazov z uporabo forenzičnega sekvenciranja genomov. Iz teh prizadevanj se je pojavil celovit profil neznane ženske, ki je postavil temelje za raziskave genetske genealogije, ki bi lahko identificirale osebo, kateri so pripadali posmrtni ostanki. Nekaj mesecev kasneje je drugi velik preboj razkril prav to identiteto. Izkazalo se je, da je Lobanja pripadala K. Josephine Medine. Bila je vpisana v več bazah podatkov pogrešanih oseb. 3. avgusta 1987 je moški po imenu Nicholas prišel v svoj dom v okrožju Trinity in ugotovil, da njegove 48-letne žene ni bilo. Njena torbica, očala in avto so bili še vedno tam, vendar nje ni bilo. Nicholas je prijavil njeno izginotje, kar je povzročilo veliko prostovoljno iskalno akcijo v zahtevnem terenu, ki je obdajal območje okoli njunega doma. Vendar o njej niso našli nobene sledi vse do leta 1993. Nicholasova žena je bila K. Medine, učiteljica, in po besedah njenega nadrejenega, ki je bil eden zadnjih, ki jo je videl, ko je zapustila delovno mesto, naj bi bila oseba dobre volje. Šerifov urad okrožja Trinity je izginotje Kay označil kot sumljivo, vendar niso našli nobenih dokazov o kaznivem dejanju ali namigov, kje bi se lahko nahajala. Čeprav so jo našli, v primeru še vedno ostaja skrivnost. Uradniki ne morejo ugotoviti, kaj je povzročilo njen prezgodnji konec, ali je šlo za nesrečo, ali pa je bilo v ozadju nekaj veliko bolj zloveščega. Številka 12. Izginotje Nair Murray je eden najbolj znanih primerov, ki še vedno prevladuje na časovnicah, podcastih in YouTube kanalih. 9. februarja 2004 je Mara dvignila $280 svojega bančnega računa na bankomatu, ki ni bil na kampusu, kjer je živela. Okoli 15. ure. Tisti dan se je ustavila v trgovini z alkoholom in kupila več pijač. Ob 16:30 so jo videli v njenem Saturnu, limuzini letnik 1996, ko se je peljala proti New Hampshireu. Mara ni nikomur povedala o svojih načrtih ali kam je namenjena. Naslednja novica o njeni lokaciji je prišla nekaj ur kasneje, ko je bila udeležena v prometni nesreči z enim vozilom na cesti 112 v zasenku White Mountains. Rečeno je bilo, da je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v ostrem ovinku, zaletela se je v snežni zamet in zadela drevo. Sprednji del avtomobila je bil zmečkan in vozilo ni bilo več vozno. 10 minut kasneje je na kraj dogodka prispela policija, vendar je Mara do takrat že izginila, za seboj pustila avto in brez kakršnekoli sledi, kam bi lahko šla ali kaj bi se ji lahko zgodilo. Zgodba je bila vsaj 1 leto na naslovnicah, preden je izginila iz novic. Ostala je le v knjigah, blogih in filmih, vse do leta 2012, ko je nepričakovano novo zanimanje za primer vzbudila srhljiva internetna skrivnost. 9. februarja 2012 je bil na YouTube kanalu z naslovom 112 Dirtbag objavljen strašljiv video. Imenoval se je Vesela obletnica in je bil objavljen natanko na dan 8. obletnice izginotja Mare. Video razkrije celoten obraz moškega z očali. Gleda v kamero in začne s srhljivim hihitanjem, ki traja predolgo. Hihitanje preraste v popoln izbruh norega smeha, preden moški nenadoma utihne. Pomežikne in prizor zbledi, da se prikaže rožnat napis, ki pravi vse najboljše za obletnico. Čeprav ni bilo ničesar rečenega, so internetni detektivi začeli sumiti, da bi lahko imel moški glede na čas nalaganja videa neko povezavo z Maro in njenim izginotjem. Medtem pa se je drugim video zdel kot še en norec, ki se igra s pametnim telefonom. A na to je bilo poudarjeno, da je že samo ime kanala neposredna referenca na nenavaden primer. Številka 112 v naslovu se je nanašala na cesto 112, kjer so Maro nazadnje videli. Del Dirtbag pa je bil referenca na intervju, v katerem je Marin oče trdil, da so njegovo hčer ugrabili izmečki. Video je pritegnil veliko pozornosti na spletu, do te mere, da je bilo razčlenjevanje vsakega njegovega vidika dovolj, da se je v zadevo vključila policija. Oblasti so začele preiskovati 112 Dirtbaga in ga na koncu izsledile, kar ni bilo ravno težko, saj je bil njegov obraz jasno viden na zaslonu. Preiskovalci so kasneje ugotovili, da mu je ime Alden Olsen in so ga označili za osebo, ki jih zanima, nato pa za glavnega osumljenca. Olsona so izsledili, ga temeljito zaslišali in preiskali.
Med preiskavo so odkrili, da je imel njegov kanal še druge objave povezane z Maro. Ena izmed njih je bila naslovljena preprosto Mara Murray. Video prikazuje le vozovnico za letovišče Bretton Woods Mountain Resort, datirano 2 dni potem, ko je ženska izginila. Vendar glede tega vidika ni bilo razkrito nič pomembnega. Po temeljitem pregledu so Olsena kasneje izpustili. Policija je zaključila, da je preprosto trolal po internetu in je morda celo nekoliko nestabilen. Ugotovili so, da je namerno objavljal srhljive videoposnetke, da bi izzival Marino družino in da je bil preprosto spletna persona, ne pa udeleženec v zločinu. Številka 11. Decembra 1988 je 20-letna ženska prijavila nasilen napad policiji okrožja DeKalb. 30. decembra, ko je zaklepala svoje stanovanje v Stone Mountainu, jo je moški s smučarsko masko in nožem prisilil, da je odšla v odmaknjeno, z grmovjem poraslo območje kompleksa. Napadalec je grozil smrtjo, preden je pobegnil. Žrtev je poiskala pomoč in njen fant jo je odpeljal na policijsko postajo okrožja DeKalb, nato pa v bolnišnico Grady Memorial, kjer so zbrali DNK. Toda leta 1988 tehnologija za testiranje DNK še ni bila na voljo, zato je dokaze shranil Urad za preiskave Georgie. Več kot 30 letja kasneje, junija 2019, so primer ponovno odprli in DNK testirali s pomočjo Ministrstva za pravosodje. Dokazi so se nato ujemali z Reginaldom Caldwellom, ki je bil takrat star 58 let in je v času zločina živel v okrožju DeKalb. Po nadaljni preiskavi, zaslišanju in pričevanjih je bil Caldwell 20. maja 2025 obsojen za ugrabitev, napad in hujšo telesno poškodbo ter prejel 2 zaporedni dosmrtni kazni in še dodatnih 20 let zapora. Številka 10. Bilo je 11. oktobra 2009, ko je nenavaden YouTube kanal z naslovom Hi Walter, it's me Patrick naložil prav tako nenavaden video. Moški, domnevno po imenu Patrick, stopi v kader. Vidimo ga, kako nosi očala in ima srednje dolge lase, ki mu segajo čez čelo. Neposredno gleda v kamero in se obrača na prijatelja po imenu Walter. Patrick pripoveduje zgodbo o nečem, kar se mu je nedavno zgodilo. To je bilo, kako je spoznal svoje novo dekle. Silovitim, prekipevajočim navdušenjem Patrick začne svojo zgodbo. Živjo, Walter, danes sem bil v nakupovalnem središču in ugani, kaj se je zgodilo. Moški nato dvigne pest v navdušenju, ko pove, da je spoznal najbolj čudovito dekle. Trdi, da sta šla nakupovat v JCPenney in da je neimenovano dekle pomerila veliko oblačil. Dekle naj bi kupilo veliko stvari, nato pa Patrick pove, da sta z dekletom odšla v zlatarno, kjer si je tudi tam izbrala nekaj stvari. Sam video je izjemno odbijajoč in od tam naprej ni nič boljše. Vem, da sovraži kamere začne, ampak ti jo bom vseeno pokazal. Patrick vzame svojo snemalno napravo in se začne približevati svojemu dekletu. Morda bi pričakovali, da bo sedela na kavču in gledala televizijo ali ležala na tleh ter brala revijo. Namesto tega pa Patrick pristopi k zaklenjenim vratom, jih odkleni in razkrije temno notranjost. Na tleh je komaj vidna postava. Začne nerazločno kričati, zaradi česar YouTuber vstopi v sobo in zaloputne vrata. Sliši se še več krikov, preden se video nenadoma konča. Video je nakazoval, da se tukaj dogaja nekaj resnično zloveščega. Posnetki so nekatere napeljali na ugibanja, da gre za ugrabitev, s tem pa bi se ustvarila še bolj zaskrbljujoča povezava. Le 2 meseca prej je izginila mlada prebivalka Wisconsina, Kayla Berg. Vozila se je s svojim fantom, ko sta se ustavila pri njegovi hiši. Kevin, njen fant, je trdil, da so se v hiši ugasnile vse luči in da je Kayla izginila med izpadom elektrike, ter da je nikoli več niso videli. V času njenega izginotja je nosila rdečo majico s tankimi naramnicami, temno-moder pulover s kapuco, kavbojke in rjave sandale z nizko peto, prav tako pa srebrno ogrlico s prstanom. Na posnetku, ki ga je objavil Patrick, se zdi, da ima dekle na tleh oblečeno podobno majico, čeprav je videti bolj rožnata. Video je vzbudil veliko zaskrbljenost in postal viralen na družbenih omrežjih. Krožil je po več forumih, preden je čez nekaj let končal v rokah policista. Kar se je začelo kot uvodni video, je preraslo v pravo skrivnost, ki je sprožila vprašanje, ali je dekle na tleh za zaklenjenimi vrati Kayla Berg.
Zdi se, da je lokalna policijska postaja sumila prav to. Zato se je leta 2016 začela preiskava kanala, skoraj 8 let po objavi srhljivega videa. Kmalu so odkrili, da Patrick ni bil grožnja družbi in da ni bil vpleten v izginotje Kale. Namesto tega je bil igralec iz YouTube komičnega kanala z naslovom 2150 Studios, ki je izvedel zlonamerno skeč, ki je močno prizadel skupnost in starše pogrešane deklice. Številka 9. Še ena skrivnost iz biblijske dobe je skrinja zaveze. Ena od skrivnosti, ki se že dolgo pojavlja na vse daljšem seznamu skrivnosti. Kje je? Kaj je to? Vprašanja še vedno ostajajo. Po Svetem pismu obstaja okrašena lesena skrinja, prevlečena z zlatom, namenjena shranjevanju pomembne sestavine, ki sproži preostalo biblijsko pripoved. Skrinja je bila narejena, da bi hranila prav tiste tablice postave, ki so bile izročene Mojzesu. Domnevno naj bi bila skrinja shranjena v svetini nad svetinjami, v vzhodnem šotoru starodavnega jeruzalemskega templja. In pravi se, da naj bi se prav tablice 10 zapovedi še vedno nahajale v njej. A vendar se znova srečamo z enim glavnim vprašanjem. Kje je? Skrivnost skrinje zaveze se zdi, da je korak bližje rešitvi, če gre verjeti nedavnim dognanjem. V središču nedavne najdbe je biblijsko mesto Šilo, kraj, ki ga redko omenjajo v razpravah o skrinji zaveze. Preden so v Jeruzalemu zgradili templje, je v Šilu stal tempelj, v starodavnem mestu Samarije, ki je obstajal skoraj 400 let pred jeruzalemskimi zgradbami, kar je zelo dolgo obdobje, če upoštevamo časovni okvir 10 zapovedi in ustanovitev kateregakoli od teh mest. Šilo je bil kraj velikega pomena. Tam so postavili oltarje, ki so omogočali daritve in čaščenje, kot je zapisano v svetih spisih. Ves ta čas se je veliko ljudi spraševalo, ali res verjamejo, da je Šilo obstajal. Toda to mesto je bilo eno redkih, ki bi ga bilo mogoče zlahka prepoznati. Tam bi bil tempelj, oltarji in ostanki daritev in prav ti elementi bi bili nepričakovano odkriti leta 2023. Jeruzalemski časopis The Jerusalem Post je objavil zgodbo o neverjetnem odkritju, ki je zgodovinarje popolnoma osupnilo. Na tem območju, za katero verjamejo, da je bilo pred stoletji mesto Šilo, so potekala arheološka izkopavanja. Plast za plastjo je zemlja razkrivala vedno več značilnosti, ki so podpirale nastajajočo teorijo. Ko so začeli odstranjevati prah, so se strokovnjaki spraševali, ali so pravkar odkrili kultni kompleks, ki je bil nekoč v središču Šila. Ko je ekipa poskušala prepoznati ruševine kamnite zgradbe, so kmalu prišli do presenetljive ugotovitve. Dimenzije omenjene zgradbe se ujemajo z opisom, razporeditvijo in merami vzhodnega šotora, za katerega verjamejo, da je hranil skrinjo zaveze. Skrinja zaveze vsebuje zapisane življenjske zapovedi, odkritje, ki bi lahko spremenilo svet. Stavba, so pojasnili strokovnjaki, je usmerjena od vzhoda proti zahodu in razdeljena v razmerju 2:1, kot je opisano v svetih spisih. Raziskovalci so prav tako dokumentirali veliko notranjo steno, ki je prostor razdelila na 2 dela, kar odraža razdelitev svetega prostora in najsvetejšega v knjigi Exodus. Teorijo podpira več kot 100.000 živalskih kosti, vključno z ovcami, kozami in govedom, ki so jih verjetno uporabljeni kot žrtve, kar ni mogoče šteti za naključje. Bilo je povsem jasno, da je bilo to mesto obrednih žrtev, njegove dimenzije pa so se ujemale z dimenzijami vzhodnega šotora. Toda v prebivališču je manjkala skrinja zaveze, ki še vedno skriva svoje skrivnosti pred svetom. Številka 8. Leta 1991 je bila ustvarjena prva spletna stran, čeprav je internet obstajal že nekaj let prej. Ustanovil jo je britanski znanstvenik Tim Berners-Lee na CERN-u. Spletna stran je bila del projekta World Wide Web. Svetovni splet je od takrat prehodil dolgo pot. Kljub temu, da je bil internet še v svojih začetkih, je še vedno gostil skrivnosti. Ena skrivnost pa se je pojavila le 6 let kasneje, leta 1997. Mortis.com je ena najzgodnejših znanih internetnih skrivnosti, ki je nastala pred Cicada 3301 in po Markovian Parallax de Nigrate leta 1996. Domena mortis.com je bila registrirana leta 1997 pod imenom Thomas Lee.
Na spletu se je pojavila kot stran s črnim ozadjem in preprostim pozivom za uporabniško ime in geslo. Takrat tega nihče ni zares opazil, vendar je postalo središče pozornosti na družbenih omrežjih, ko so nanj po naključju naleteli leta 2011. Uporabnik družbenih omrežij je objavil to zanimivo stran na določenih platformah in od tam je skrivnost zaživela svoje življenje. Raziskovalci in spletni detektivi so začeli preiskovati to nenavadno stran leta 2011. Preiskava pa se je nadaljevala vse do leta 2013. Prav v teh 3 letih je Mortis.com postal izjemno čuden in skrivnosten. Zdelo se je, da je ta domena gostila terabajte podatkov in datotek z naključnimi imeni. Skoraj takoj so se začele širiti različne teorije. Nekateri so vztrajali, da gre za nezakonito gradivo, drugi so vzklikali, da gre za vladne skrivnosti. Toda preden bi lahko kdo ugotovil, katera od teh možnosti je resnična, je spletna stran izginila. Ne samo, da je bila domena popolnoma izbrisana, tudi shranjene kopije, reference in celo skupnostni wiki posvečen temu primeru so izginili z spleta. Ugotovili so tudi, da je nekdo dejansko zahteval odstranitev arhiviranih kopij, ki so bile navedene na Wayback Machine. Teorije so se vrnile, FBI-jeve zasede z novo idejo in onemogočeni umetniški projekti so bili naslednja najboljša ugibanja. Toda nobene od teh zgodb ni bilo mogoče dokazati, ker je spletna stran izginila. Nekateri so kasneje trdili, da so preden so domeno ukinili, uspeli zaobiti prijavo. Vsakič pa se je izkazalo, da so bile te trditve neutemeljene. Naslednjih nekaj let se je Mortis.com pojavljal na seznamu internetnih skrivnosti, vse do zdaj, ko se je nepričakovano pojavil v rešenem delu ledene gore. Skrivnost interneta, ki je zmedla tako hekerje kot raziskovalce, je bila končno rešena. Eden izmed preiskovalcev je uspel najti zrcalno stran izvirne strani na temnem spletu in to, kar je odkril, je bilo tako vsakdanje, kot je le mogoče. Izkazalo se je, da zrcalna spletna stran pripada organizaciji Unnamed Society. Na spletni strani je stran z naslovom Incident Thomas Ling. Ta razdelek pa podrobno opisuje, kako je razvijalec Igor uporabil ime Thomas Ling kot psevdonim. Vendar je obstajal zobozdravnik po imenu Thomas Ling, ki je to odkril in prosil razvijalca, naj odstrani njegovo ime iz povezave z njim. Unnamed Society je ugodilo in kot odškodnino ustvarilo Mortis.com, e-poštno storitev za Linga in njegovo zobozdravstveno ordinacijo. Dolga leta so bili uporabniki družbenih omrežij zaskrbljeni zaradi vznemirjajočih informacij, ki naj bi jih imel Mortis. Nato pa se je izkazalo, da gre za e-poštno storitev za nekaj tako običajnega, kot je zobozdravstvo. Številka 7. Sage Smith, ki jo je v Charlottesvillu v Virginiji vzgajala babica po očetovi strani, je imela težko otroštvo, zaznamovano z ločitvijo staršev in časom v rejniškem sistemu, kjer je bila žrtev ustrahovanja. Kljub temu je bila karizmatična in si je načrtovala kariero frizerke, zato se je v začetku leta 2012 upisala na kozmetično šolo, potem ko se je preselila v stanovanje na ulici Harris. 20. novembra 2012 je 19-letna Sage svoji sostanovalki povedala, da gre ob 17:40 na zmenek in da se bo vrnila kasneje. Naslednji dan je bila pogrešana. Klici so šli na telefonski predal, nazadnje pa naj bi jo okoli 18:30 na Main Streetu videla njena polsestra. Njene sostanovalke so jo kot pogrešano prijavile 22. novembra. Policija je brez uspeha preiskala Harrisovo unico in Univerzo Virginije, pri tem pa opazila, da ima nenavadno izklopljen telefon, ter jo označila kot ogroženo in posumila na kaznivo dejanje. Preiskovalci so ugotovili, da je bila Sagina zadnja znana oseba, s katero je bila v stiku, Eric McFadden, s katerim se je nameravala srečati v bližini postaje Amtrak. Skrivaj sta si pošiljala sporočila in se srečevala, pri čemer naj bi McFadden Sage plačeval, da bi razmerje skrila pred njegovo partnerko, Esther Avini. 2 dni potem, ko je Sage izginila, je Esther prijavila McFaddena kot pogrešanega. Dan kasneje je McFadden poklical Esther in jo prosil za denar, nato pa stopil v stik s policijo, potem ko je izvedel, da ga želijo zaslišati. Zanikal je, da bi se srečal s Sage ali da bi vedel, kje je, nato pa je prekinil vse stike in izginil ter ostal pogrešan vse do nedavnega. Več kot desetletje sta obe izginotji ostali nerazrešeni. Toda oktobra 2025 je policija izsledila McFaddena v Los Angeles, potem ko je poskušal uradno spremeniti svoje ime. Preiskovalci so ga zaslišali, vendar podrobnosti zaenkrat ostajajo zaupne.
Napredka pri iskanju Sagea ni bilo, vendar je policija primer posodobila z izrazom verjetni umor. Verjetno na podlagi novih informacij ali pa zaradi McFaddenove izjave iz leta 2012, da je imel Sage sovražnike. Številka 6. V zgodnjih mesecih leta 2005 je na dan prišla resnično vznemirjajoča skrivnost, ki se je razširila med ljubitelji živali in aktivisti, ter povzročila popolno paniko na družbenih omrežjih. Spletna stran save2b.com je predstavila osupljivo predpostavko. Lastnik spletne strani je pravkar rešil ranjenega zajca in ga negoval, da bi okreval. Ranjenemu bitju so dali ime Toby. Sprva se je zdelo, da gre za stran, kjer reševalec prosi za pomoč pri donacijah za Tobyjevo oskrbo. Tedaj lastnik spletne strani je postavil zahtevo, ki je to zgodbo spremenila. Če do 30. julija ne bi prejeli $50,000 donacij prek PayPala za Tobyjevo oskrbo, bi zajca skuhali in ga pojedli. Ko so prebrali zahtevo, so vsi osuplo zajeli sapo. Domnevno je denar začel pritekati, saj so uporabniki družbenih omrežij upali, da bodo rešili žival pred to življenjsko nevarno grožnjo. Domnevno so bile slike prikupnega zajčka in neutemeljene grožnje dovolj, da so številni uporabniki odprli svoje denarnice. Domnevno so za sago Rešimo Tobyja zbrali $16,380,18, kar se zdi res neverjeten znesek v svetu, kjer so zajci v bistvu brez vrednosti in so živalska zavetišča prisiljena zbirati drobtinice, da lahko sploh delujejo. Ta številka je izstopala na dnu strani in je očitno nakazovala, kako resna je bila grožnja. Številka se je občasno spreminjala, kar je dajalo vtis, da dobri Samarijani prispevajo, da bi preprečili kuhanje in zaužitje Tobyja. A to pa ni bilo tisto, kar se je v resnici dogajalo. Snopes, preverjevalci dejstev na internetu, so priskočili na pomoč in rešili zajčka. Spletna stran je razkrila, da so prejeli elektronska sporočila številnih bralcev glede strani, ki je grozila zajcu, in so se odločili raziskati, ali bo moški res pojedel zajca, če ne doseže svojega finančnega cilja. Ni trajalo dolgo, da je spletna stran ugotovila, da je Save Toby v resnici prevara. Pravzaprav je bila prav osnovna zamisel tista, ki je vse razkrila. Pošljite denar ali pa bo zajec mrtev. Če to ni bilo dovolj očitno, je drug obiskovalec odkril diskretno izjavo, skrito na strani, ki je na koncu razjasnila celotno skrivnost. Na dnu je pisalo: opomba, to je šala, prosimo, donirajte le za nakup opreme ali za podporo savetobi.com. Razlaga je bila jasna. Toby nikoli ni bil v resnični nevarnosti. Številka 5. V prvi Mojzesovi knjigi je omenjena ena zgodba z vprašljivo resničnostjo. To je mesto Mahanaim, ki se nahaja v Izraelu, na vzhodni strani reke Jordan. V prvi Mojzesovi knjigi beremo o Jakobovih potovanjih, ko se je želel ponovno srečati s svojim bratom. Prispe v Mahanaim, ki je bil zanj neimenovano mesto. Tukaj so ga srečali božji angeli in razglasili, da je to božje taborišče, ter ga poimenovali Mahanaim, kar pomeni dva tabora. Stoletja pozneje so izraelska plemena Ruben, Gad in Manase prosila, da bi dobila dediščino na vzhodni strani reke Jordan. Mojzes je prošnjo odobril, vendar pod pogojem, da ta plemena pomagajo ostalim v boju proti Kanaancem, in storili so prav to. To območje jim je bilo nato dodeljeno, vendar pa je bilo po osvojitvi Kanaana po božjem ukazu več mest, vključno z Mahanaimom dodeljenih Levitom. Obstaja še več drugih zgodb, ki segajo skozi stoletja, ko govorimo o tem nenavadnem mestu. Toda vprašanje ostaja, kje je? Januarja 2020 sta dva vodilna izraelska učenjaka napovedala zanimiv razvoj v tej skrivnosti. Razvoj, ki sta ga odkrila le 2 meseca prej. Na arheološkem najdišču na vrhu hriba v Jordaniji so raztreseni kamniti bloki, okrašeni z umetniškimi prizori levov in gosti, kar je dokaz o starodavni izraelski palači, ki je tam morda stala pred približno 2800 leti. Prisotnost monumentalne arhitekture, ki datira v začetek 8. stoletja prejšnje števstva, je morda dokaz izraelske širitve, kar nakazuje, da je bila palača del izraelskega kraljestva. Mesto Mahanaim pa je spadalo znotraj njegovih meja. Svetopisemski odlomki nakazujejo, da je mesto ležano poleg Penuela, za katerega raziskovalci menijo, da je današnji Tel ad-Dahab, Eš-Šarki. To teorijo podpira svetopisemska omemba templja v Penuelu.
In zdi se, da je bil tak tempelj najden v Tel Adahab eš-Šarki. Odkritje ruševin pa se ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti Svetega pisma in zgodb v njem. Vendar pa se iz nekega razloga odkritje ruševin ne uporablja kot dokaz za potrditev zgodovinskosti Svetega pisma. Namesto tega raziskovalci pravijo, da to služi kot dokaz prisotnosti Izraelcev v Transjordaniji, kar bi lahko pomagalo raziskovalcem razumeti, zakaj so bili takšni svetopisemski dogodki umeščeni prav na to območje. Številka 4. Skrit v globinah neskončnega tunela, ki je internet, naletimo na kraj, ki ga je najbolje ne raziskovati. Temni splet je kraj, kjer spletne strani niso indeksirane strani iskalnikov in jih je v teoriji mogoče obiskati anonimno. Kot že ime pove, naj bi se tukaj zadrževale temne in vznemirjajoče stvari. Temni splet je olajšal prodajo ukradenih informacij. Kreditne kartice in številke socialnega zavarovanja se rutinsko kupujejo, prav tako gesla za e-poštne račune, pogosto v velikih količinah. Primeri tega vključujejo incident iz leta 2012, ko je ruski hacker ukradel 117 milijonov gesel iz e-poštnih naslovov LinkedIn in kasneje te informacije ponudil v prodajo na temnem spletu. Leta 2016 je bilo ukradenih približno 200 milijonov gesel iz Yahooja in objavljenih na temnem spletu. Toda v ozadju temnega spleta se skriva še veliko bolj srhljiva tema, izraz, ki ne vzbuja le strahu, ampak tudi fascinacijo. Rdeče sobe. Govori se, da so rdeče sobe nezakoniti in skrivnostni deli temnega spleta, kjer spletne strani ponujajo še nikoli viden posnetek najbolj srhljivih muk. Uporabniki, ki zaidejo tja, morajo plačati pristojbino, običajno v višini več tisoč kriptovalut. Uspešna plačila jim omogočijo vpogled v grozote, ki se kažejo v obliki zločinov v živo, vključno z napadi, mučenjem in umori. Včasih lahko uporabniki celo glasujejo o usodi žrtve. Seanse rdečih sob se predvajajo neposredno iz temnega spleta, kar prikriva identiteto gledalca pred oblastmi in celo pred tistimi, ki storijo za samimi videoposnetki. Kratek opis, kaj so rdeče sobe temnega spleta, zveni kot nekaj iz sodobnega grozljivke. In tako tudi mora biti. Izvor pripovedi o rdeči sobi lahko zasledimo v creepypastah, YouTube teorijah zarote, grozljivkah in izzivih s temnega spleta. Kaj pa je tisto, kar ljudi tako privlači k njim? Zakaj obstaja ta zlobni nagon, da se podamo v najtemnejše kotičke interneta samo zato, da bi bili priča mučenju neznanca in vpletenemu umoru drugega? No, verjetno je to iz istega razloga, kot mnogi obiščajo YouTube kanale z besedama neznano in skrivnost v naslovu. Obsedeni smo s tabuji, nevidnim in v sebi nosimo morbidno radovednost, ki nam ne da spati in jo lahko potešimo le z opazovanjem neopaženega. Temni splet občinstvu ponuja popolno okolje za prav to. Omogoča šifrirano komunikacijo, anonimnost in valuto, ki je ni mogoče izslediti do posameznika. Koncept rdečih sob je ena najlažjih internetnih skrivnosti za razkrinkati in to lahko storimo v 2 stavkih. Prvič, Tor, poseben spletni brskalnik, potreben za dostop do temnega spleta, preprosto ne more poganjati teh rdečih sob s prenosom v živo, ker je preprosto nestabilen. Drugič, glede na domnevni obstoj, neskončne razprave in radovednost okoli tega koncepta, bi pričakovali vsaj en posnetek zaslona motečih posnetkov, ki bi krožil naokoli, vendar je bilo dokazano, da so vsi ponarejeni. Številka 3. Začelo se je z nečim tako preprostim, kot je bil pohod. 2 prijatelja sta se odpravila v divjino. Pričakovala sta, da bosta uživala v naravi in se sprostila. A namesto tega sta naletela na odkritje, ki ju je preganjalo še desetletja. Pohodniški izleti potem niso več minili brez tesnobe in zaskrbljenosti. 9. januarja 2015 sta se nič hudega sluteča pohodnika znašla zunaj Puerto de Somiedo, mesta v Španiji, znanega po svojih gorskih poteh in narodnem parku Somiedo. A mesto bo postalo znano iz povsem drugega razloga. Med pohodom sta popotnika naletela na nekaj, česar nikoli ne bi pričakovala. Truplo. Ob ozkem potoku je bila odeja, ki je imela sumljivo in nejasno obliko, kar je zahtevalo nadaljnjo preiskavo. Ko sta se približala, ju je odgnal grozen vonj, zato sta poklicala lokalno policijsko postajo. Policisti so prihiteli na kraj dogodka in začeli odstranjevati plasti, pri tem pa so pod odejo odkrili truplo.
Pokojnika, ki ni imel nobene identifikacije, so poimenovani moški iz Somjeda in ga kmalu prepeljali v mrtvašnico na obdukcijo. Eno nogo je moškemu manjkalo, domnevno so jo odnesle mrhovinarske živali. Ugotovili so tudi, da je kljub izrazitim rebrom večino svojega življenja prejemal ustrezno prehrano. Njegova obrazna dlaka je bila lepo urejena, koža pa je kazala znake dobre nege v času njegovega življenja. Moški iz Somjeda je bil prav tako deformiran. Imel je majhno glavo, dolge okončine in prste, grbo na hrbtu ter izbočen prsnico. Sekvenciranje DNK je hitro pokazalo, da je trpel za kokainovim sindromom, kar je pomenilo, da ni mogel živeti sam in je potreboval stalno oskrbo. Zaradi njegovega stanja so sklepali, da je imel pokojni verjetno vsaj enega skrbnika. Čeprav je bila neidentificirana oseba zavita v odejo in položena v potok, policija ni našla nobenih znakov kaznivega dejanja. Ni bilo znakov nasilja, zastrupitve ali kakršnihkoli drugih znakov zlonamernega ravnanja. Tudi sodni zdravnik je ugotovil, da je bil vzrok njegove prezgodnje smrti srčni napad. Kljub temu, da ga niso mogli identificirati, je policija verjela, da bodo njegovo družino hitro našli. Cockaignov sindrom je redek in njegove telesne značilnosti bi bile zlahka prepoznavne, če bi jih opisali. Zato so preiskovalci odšli v najbližje mesto, prepričani, da se bo nekdo oglasil. Toda nenavadno je bilo, da nihče od prebivalcev ni prepoznal opisanih značilnosti. Policija je razširila iskanje tudi na sosednja mesta, vendar še vedno niso našli ničesar. Nihče, ki bi ustrezal njegovemu opisu, se ni pojavil v nobenih bolnišničnih zapisih, niti v nobeni bivajni ustanovi. Tudi rojstni zapisi celotne občine so postali v središču pozornosti, prav tako iskanje podeželskih babic, ki bi morda bile prisotne ob njegovem rojstvu. A ni bilo ničesar in vprašanje je še naprej ostajalo. Kdo je bil mož iz Somjeda? Oktobra 2024 je prišlo do prvega preboja v primeru, vendar tega še nihče ni zares vedel. Začelo se je z nalogom za aretacijo dveh oseb, brat in sestra, Enriqueja in Enriquete. Morala sta se pojaviti na sodišču zaradi obvezne ocene za njunega invalidnega brata, za katerega sta skrbela. Teda brat in sestra sta se odločila, da se ne bosta pojavila na sodišču za ponovno oceno in nista pripeljala brata, ki je bil v njunem varstvu. Socialne službe so začele sumiti, da se dogaja nekaj nenavadnega, saj 10 let niso videle ali slišale za invalidnega moškega, ki sta ga skrbela Enrique in Enriqueta, medtem ko sta v njegovem imenu prejemala 3000 evrov na mesec. Toda paru je uspelo več mesecev izogibati se prijetju, dokler jo niso končno prijeli v hotelu februarja 2025. Ko so ju pridržali, se je začela odvijati pretresljiva zgodba, ki bi razkrila desetletja star nerešen primer. Luis Maria J.C., imenovan tudi Luisin, je bil invalidni brat Enriqueja in Enriquete, o katerem so govorila sodišča. Rodil se je s cerebralno paralizo, imel je hude sive mrene in bil je gluh. Skozi zaslišanja so preiskovalci izvedeli, da je bil brat že znan organom pregona, saj so leta 2015 našli njegovo telo zavito v odejo blizu potoka. Luisin je bil mož iz Somjeda. Brat in sestra sta nadaljevala svojo zgodbo in povedala, da sta po smrti njegovega zadnjega skrbnika prevzela skrbništvo nad njim. Naslednjih 10 let so obiski socialnih delavcev prinašali podobne rezultate. Moški ni bil tam, bil je odsoten, bolan ali pa je obiskoval sorodnike. V resnici so bratje in sestre razkrili, da je postal vse bolj bolan, vendar niso poklicali rešilca iz strahu, da ga ne bi mogli rešiti, kar bi pomenilo, da bi bila njegova smrt zabeležena in sredstva bi bila prekinjena. Zato so čakali, dokler Luisi ni končno podlegal svojim boleznim in na koncu stradanju. In nato so ga odnesli v divjino, skrili njegovo telo pred svetom in pred vlado, kar jim je omogočilo, da so naslednje desetletje še naprej prejemali invalidske prejemke. Številka 2. Koncept homunculusa, izraz, ki pomeni mali človek, je bil prvič zabeležen v 16. stoletju. Izvira iz področja alkimije in se je posebej nanašal na ustvarjanje majhnih humanoidnih bitij, ki so se pojavila popolnoma oblikovana. Obstajajo umetniške upodobitve alkimistov, ki izvajajo prav ta poskus, kjer ubrizgajo tekočine v kokošje jajce. Nekaj časa kasneje se pojavi miniaturni človek. Ideja se je kmalu izgubila v času, vendar nikoli ni zares izginila.
Z vzponom interneta so nekateri ugotovili, da je to enostavna platforma za širjenje nenavadnih konceptov in nerealnih pripovedi v vse kotičke sveta. Kornej Alejev bi bil ena takih oseb, ki bi izkoristila internet za ta namen. YouTube je bila ena izmed prvih platform družbenih medijev, ki je omogočila široko deljenje pogosto neregulirane vsebine. Alejev, Rus, je naletel na legende o alkimiji in homunculusu, ter začel dokumentirati svoje poskuse, ki so se nato razširili po spletni strani. V svojem prvem videu z naslovom Kako narediti homunculusa, gledalcem natančno pokaže, kako to storiti. V ospredju vidimo vse potrebne predmete za ustvarjanje tega neobstoječega bitja. Jajce, brizga z biološko tekočino, posoda in majhne škarje. In nato se na dnu zaslona prikažejo prevedene besede. Pozdravljeni, danes bomo izvedli poskus ustvarjanja homuncula. In to je bilo to. Na internetu je zavladala prava norija. Mnogi so verjeli, da lahko dejansko ustvarijo tako bitje. Prav ta video je začel trend ustvarjanja homuncula, ki je leta 2016 preplavil internet. Alejev ni popuščal pri svojih poskusih in je nadaljeval s svojimi nenavadnimi eksperimenti, dokler ni prišel do homuncula 21. Isto leto je ruski moški nepričakovano umrl, kar je povzročilo številne teorije zarote, povezane z njegovo smrtjo in eksperimenti. Kmalu zatem so se začeli pojavljati YouTube videoposnetki, kot je homunculus bitje, resnično ali lažno. In upali so, da bodo družbo in družbena omrežja usmerili stran od dezinformacij. Ko se sklicuje na ruske eksperimente, YouTuber razkrije, kako enostavno je prevarati ves svet. Plastilin, magnetna polja in skrbno urejanje posnetkov so bili krivci za navidez živo bitje, ki je prišlo iz kokošjega jajca. Premiki so bili prisiljeni. Homunculus je bil lutka. In ni bil samo Alejev tisti, ki je bil lutkar, ampak tudi tisti, ki so verjeli, da je mogoče iz tako preprostih stvari, kot je kokošje jajce, in iz nereguliranih okoljskih pogojev ustvariti drobna bitja. Bill je razkril skrivnost homunculusa na internetu kot prevaro in jo uvrstil ob bok bonsai mačkam in genetskim hišnim ljubljenčkom iz 2000. Številka 1. V jugovzhodnem Tihem oceanu, znotraj čínskih meja, leži otok z bogato zgodovino in spomeniki, ki so temu priča. Moaji, znani tudi kot glave velikonočnega otoka, predstavljajo najbolj značilno znamenitost otoka. Ustvarili so jih zgodnji prebivalci Rapa Nui, leta 1995 pa so bili razglašeni za UNESCOvo svetovno dediščino. Med strokovnjaki še vedno poteka razprava o tem, kako so prvi prebivalci prispeli na svoj dom. Podobna razprava obstaja tudi glede tega, kako so sčasoma izginili z otoka. Kolikor se spomnimo, je bil zlom velikonočnega otoka dolgo časa pripisan eni razlagi – ekocidu. Hipoteza ekocida je najbolj znana prav v primeru Rapa Nuija in se lahko uporablja celo za opis trenutnih podnebnih razmer. Teorija namiguje, da je bil razlog za propad družbe uničenje okolja, ki so si ga povzročili sami. Prekomerna poraba, trdijo nekateri strokovnjaki. Krščenje gozdov za gradnjo moajev, erozija tal zaradi prekomerne uporabe, ki je vodila v lakoto, notranji konflikti, ki so povzročili vojne in posledično, kot menijo strokovnjaki, razpad družbe. Ekocid so rekli je bil vzrok za propad. Rapa Nui so se uničili sami z izčrpavanjem virov in preseganjem nosilne zmogljivosti. Zdaj je vse, kar vemo, postavljeno pod vprašaj. Prevladujoča teorija ne prevladuje več, saj je pred nekaj več kot mesecem dni tehnologija znova dokazala svojo uporabnost. 15 nekdanjih prebivalcev tega oddaljenega otoka je bilo že kar nekaj časa shranjenih v laboratoriju, čakajoč na nove načine, ki bi razkrili še več skrivnosti in ugank. In bili so popolni kandidati, da ponovno napišejo zgodovino, kot jo poznamo. Eden izmed nedavnih napredkov je sekvenciranje genomov, ki raziskovalcem omogoča izvejo več o DNK. Zdaj pa se uporablja tudi kot način za ugotavljanje, kaj se je v resnici zgodilo. Z analizo DNK 15 prebivalcev strokovnjaki niso našli nobenih dokazov o genetskem ozkem grlu, ki bi ustrezalo hitremu upadu prebivalstva.
Skozi analizo arheoloških podatkov in radiokarbonskega datiranja je bilo prav tako ugotovljeno, da je, tako kot večina starodavnih populacij, Rapa Nui začela z majhnim številom prebivalcev in se stoletja postopoma povečevala ter vzdrževala populacijo od 3 do 4 tisoč ljudi. Skupnost je uporabljala tehniko skalnega vrtnarjenja, ki jim je pomagala upravljati z vulkansko prstjo. Toda do 1860-ih se je njihovo število nenadoma zelo hitro zmanjšalo. In kaj se je dogajalo v 1860-ih? Suženstvo, širitev proti zahodu, nacionalizem, kraja ozemlja, reforme, pokoli in državljanske vojne. Z raziskovanjem teh dejavnikov in uporabo podatkov, ki so jih zbrali raziskovalci, so kmalu ugotovili, da ekocid zagotovo ni bil vzrok za propad. V tistem desetletju so na otok prispeli lovci na sužnje iz Peruja in odpeljali toliko ljudi Rapa Nui, kolikor so jih lahko spravili na svoje čolne. Ko so zapustili otok, je bila tretjina skupnosti izginila. To očitno ni bil zlom. Po mnenju strokovnjakov zlom prebivalstva pomeni izgubo 80 do 90% v določenem časovnem obdobju, ne pa takojšnje iztrebljenje. Ampak to je še vedno le 1/3 prebivalstva. Kam je šla preostala populacija Rapa Nui? No, genomi so razkrili najbolje varovano skrivnost prebivalcev velikonočnega otoka, izmenjavo z ameriškimi staroselci. Ugotovili so, da so prebivalci velikonočnega otoka še pred Kolumbovim prihodom v Ameriko prečkali ocean do Južne Amerike, kjer so se njihovi geni združili z geni tamkajšnjega avtohtonega prebivalstva. Čeprav je to nedavna ugotovitev, ni povsem presenetljiva. Ustna izročila že dolgo pripovedujejo zgodbo o velikonočnem otoku in ameriških staroselcih. Prisotnost sladkega krompirja na otoku pa je nakazovala trgovino že pred stikom z Evropejci. Čeprav so bili nekateri strokovnjaki in celo javnost zadržani pri opuščanju napačne zgodbe, so dokazi prisotni v genomih in DNK. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.